Torej, spoštovane in spoštovani, danes smo se zbrali na enem pomembnem in hkrati tudi svečanem dogodku, to je podpis pogodbe o upravljanju lokalne gasilske javne službe. Seveda govorim o letni pogodbi, ki jo bomo podpisali danes med Gasilsko zvezo Slovenske Konjice in pa med vsemi 7 prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini. Tako strani občinskega sveta kot občinske uprave in tudi mene osebno je gasilska dejavnost ena izmed zelo pomembnih, brez katere si težko zamišljamo življenje v naši lokalni skupnosti. In nenazadnje nas na to dejstvo opominjajo tudi zadnje neprijetnosti, ki smo jih imeli ob vremenski ujmi, ob žledu, ki je nekako zacementiral naše drevje, se pravi gozdno drevje, in tudi napravil ogromno nevšečnosti in tudi ohromil promet. Takrat, ko smo najbolj potrebovali, smo vedeli, da se na pomoč od drugod težko zanašamo, in takrat so bili naši gasilci seveda tisti, ki so brez pomišljanja bili v prvih vrstah, da so pravzaprav pripravili pogoje, da so lahko ostale strokovne službe sploh opravljale vsaka svojo nalogo. Ravno zaradi tega sem izjemno vesel, da smo v proračunu za leto 2014 kljub precejšnjemu zmanjšanju sredstev, se pravi prihodkov proračuna, govorimo o znižanju v nominalnem znesku od 16,5 na 12 milijonov 300 tisoč evrov, smo za ta namen, za izvajanje lokalne gasilske javne službe, namenili točno takšen znesek kot v letu 2013, in če me spomin ne vara, je ta osnovni del bil enak, približno enak, mislim, da je bilo 143 tisoč evrov tudi leto predtem. Torej, danes govorimo o znesku 145 tisoč 200 evrov, to je skupen znesek, od tega pa po že znanem ključu ga razdelimo na 3 točke. To pomeni za delovanje gasilske zveze, kjer so potem sredstva namenjena za samodelovanje gasilske zveze, za financiranje mladinske komisije pri gasilski zvezi, za tekmovanja in za razna zavarovanja. Vse skupaj govorimo o sredstvu v višini 32 tisoč 883 evrov. In pod točko 2 so sredstva, ki so namenjena za izvajanje gasilske službe po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih. Jaz ne bom tu posebej navajal podrobno vsako društvo, ampak govorimo o skupnem znesku 69 tisoč 317 evrov. In pa že znana postavka za investicije, to je zopet namenjeno 43 tisoč evrov. Jaz sem prepričan, da bomo skupaj z roko v roki in s pomočjo te pogodbe, teh sredstev po pogodbi za vse občanke in občane v letu 2014 uspeli zagotoviti varnost, občutek varnosti, in pa predvsem to, da bomo takrat, ko bo prišlo do kakšne potrebe, takrat znali in učinkovito in predvsem pa tudi strokovno in pa v drugi vrsti oziroma v prvi vrsti za vas, ki izvajate to službo, na varen način pomagati. Kot sem dejal, vsa ta sredstva namenjamo za ta občutek varnosti, in jaz sem tudi prepričan, da je to vaše delovanje na prostovoljni osnovi bistvenega pomena za to, da imamo gasilsko službo danes organizirano tako, kot jo imamo. Tako opremljeno, tako strokovno usposobljeno in s tolikim številom prostovoljcev. Kajti s temi sredstvi si niti slučajno ne moramo predstavljati, da bi uspeli financirati eno poklicno četo, ki bi nam v nasprotnem primeru bi jo morali zaposliti za to, da bi dosegli približno takšen standard, kot ga imamo danes. Zato hvala vam za
vaš prispevek v preteklem letu, hvala vam za vaš prispevek ob zadnji ujmi in pa seveda želim vam, da ta sredstva uporabite tako, kot znate, strokovno, racionalno, predvsem pa v skladu z namenom in pa želim vam predvsem obilo dobrega druženja in pa čim manj intervencij. Če pa bodo, pa kot sem dejal, predvsem varno in na ta način v zadovoljstvo vseh, da upravite in tudi upravičite pred vsemi občankami in občani ta sredstva, ki jih lokalna skupnost namenja. Ja, gospod župan, hvala lepa za besedo, pa tudi, če mi dovoliš, bi tudi svojim imenom in pa v imenu upravnega odbora besedo ali dve. Spoštovani gospod župan, gasilski tovariši, zakoniti zastopniki prostovoljnih gasilskih društev v Gasilski zvezi Slovenske Konjice. Upam, da smo se današnjega dogodka udeležili prostovoljno kot pripadniki prostovoljnih gasilskih društev in upam, da se zavedamo naše obveznosti in odgovornosti za podpisom pogodbe o izvajanju javne gasilske službe. Kot prostovoljec in zakoniti zastopnik Gasilske zveze Slovenske Konjice se za svojim podpisom zavezujem, da bom spoštoval pogodbo o izvajanju javne gasilske službe in upam, da jo bodo spoštovali tudi sopodpisniki. Za preteklo leto 2013 se želim zahvaliti občini Slovenske Konjice, županu Miranu Gorinšku ter strokovnim službam za moralno in finančno pomoč pri izvajanju naših programov. V letu 2014 je že kar nekaj aktivnosti uspešno izvedenih in naša želja je, da se naše naloge v celoti realizirajo na vseh nivojih. Gasilski zvezi Slovenske Konjice v letu 2014 je prevzela vodenje regijskega sveta gasilskih zvez Celjske regije in si želim, da bi tudi to nalogo opravili zadovoljivo. Gospod župan, v imenu upravnega odbora Gasilske zveze Slovenske Konjice ter svojim imenom se zahvaljujem za izkazano razumevanje in iskreno pomoč. Želim še besedo ali dve. Slišali ste tudi eno kratko obrazložitev pogodbe, v bistvu zneska. Kot veste, da v letu 2013 je bil višina zneska 145.200, kot je župan dal v vednost, da so se proračunska sredstva zmanjšala in to kar krepko zmanjšala in da se kot župan zaveda svoje odgovornosti, to pomeni, da je odgovoren za požarno varnost v občini Slovenske Konjice in da se tudi mi zavedamo, da z temi sredstvi moramo seveda gospodariti transparentno in pa predvsem, da so namenjena za to, kar je nam po naših planih, finančnih planih in planov dela predvideno. Kot ste opazili, znesek za delovanje prostovoljnih gasilskih društev ali znesek, ki je za delovanje gasilske zveze, dejanski znesek za upravljanje dolžnosti gasilske zveze je v višini 19.000 pa še nekaj evrov. Vse ostalo so pa sredstva, ki so tudi tu bile predstavljena za delovanje naše mladinske komisije, ki je dejansko naša mladina bodočnost in se tega vsi zavedamo. Predvsem v prostovoljnih gasilskih društvih, ki je zelo zanimivo spremljati redne letne občne zbore. In predvsem, kar me zelo veseli, je zelo zanimivo spremljati mladinske občne zbore. In še bolj zanimivo je, kako jih znamo ali jih znajo naše sredine pripraviti. Tako da naši najmlajši so na nivoju gasilske zveze in pa v naši celjski regiji se lahko pohvalim v samem vrhu. Po doseganju uspehov in pa, če lahko rečem, po množičnosti ali številčnosti. In to zopet, če lahko poudarim, v naših najmanjših društvih, ki jih imenujemo društva prve kategorije, se tega dosti bolj zavedajo kot pa v društvih višjih kategorij. Res je, da na podeželju, če lahko še to omenim, je malo drugače,
pridobiti ali združiti te mlade in se tudi zavedamo, da smo kot gasilci, prostovoljci, vzgojitelji današnje mladine. In smo zelo ponosni, če lahko tudi to izrazim, ponosni na našo mladino, da je dokaj dobro in strokovno vzgojena. Želel bi še gospod župan se zahvaliti, kot smo lansko leto poimenovali jubilejno leto v naši gasilski zvezi. Kot vemo, da je bilo kar pestro, da smo praznovali 140 let gasilstva na Konjiškem, 110 let prostovoljnega gasilskega društva PGD Loče, 90 let Draža vas in Žiče, in da smo uspeli v tem jubilejnem letu pridobiti ta naš zbornik, ki ga z veseljem in ponosom podarimo našim prijateljem, gasilskim prijateljem v naši občini in pa tudi izven naših občinskih meja. Bi še danes izrabil ta trenutek in se želim zahvaliti vsem prostovoljnim gasilskim društvom, ki so na kakršnikoli način prispevali. To pomeni z svojim prostim časom, predvsem pa z strokovnim gradivom, da je ta naš zbornik dejansko dobil svoj pomen in namen. Želim se pa tudi zahvaliti gospod župan za to moralno in finančno podporo, da smo ga uspeli realizirati, smo uspeli ta projekt realizirati in pa da je ta naš zbornik zagledal tudi luč sveta. Še enkrat, gospod župan, iskrena hvala vam in pa seveda vsem, ki ste na kakršnikoli način nam pripomogli, da je ta zbornik danes med nami. Pa se zahvaljujem za današnji dogodek in vas pozdravljam z gasilskim pozdravom na pomoč. Zaradi pojava žleda, ki je kot vremenska neprilika nedavno povzročila ogromno škode in nevšečnosti, je prišlo do podpisa pogodbe o opravljanju lokalne gasilske javne službe za leto 2014, malce kasneje, kot je bilo sprva predvideno. Gasilske službe so namreč bile v prvi vrsti, ki so predano odpravljale napake in reševali ljudi in imetje pred nastalo katastrofo. 6. marca je občina Slovenske Konjice s podpisom prej omenjene pogodbe k opravljanju lokalne gasilske javne službe med 7 prostovoljnimi gasilskimi društvi na Konjiškem in z Gasilsko zvezo Slovenije namenila v skupnem znesku 145.200 evrov. Od tega za delovanje Gasilske zveze Slovenije 32.883 evrov, za izvajanje celotne gasilske službe za vseh 7 prostovoljnih gasilskih društev 69.317 evrov in za investicije 43.200 evrov. Torej, me sem zanimalo za tistih 43.000, ki gre za naložbe. Je to konkretno za kako naložbo, mogoče kjero društvo dobi namensko, kak je s tem? Zdaj, če govorimo o 43.000 evrih, to pomeni, nismo že nekaj let nazaj sprejeli investicijski plan, če ga lahko poimenujem investicijski plan, tako da redna dejavnost PGD-jev in Gasilske zveze je en del stroškov, to pomeni redna dejavnost, to so stroški, ki pač se pokrivajo za tekočo leto od elektrike in tako naprej. Investicijska sredstva so pa predvsem namenjena za vzdrževanje, nabavo opreme, to pomeni gasilske opreme, od vozil, tehnične opreme, zaščitne opreme in pa ta drugi del, če lahko rečem, kot veste, da naša društva so lastniki ali solastniki gasilskih domov. V naši gasilski zvezi lahko s ponosom rečem, da so urejena urodišča ali gasilski domovi, pa če tudi lahko rečem, da smo nekako v letu 2013 skoraj zaključili ta obnovitvena dela gasilskih domov in urodišč in da, če lahko poimenujem, ta investicijski plan, ki smo ga sprejeli leta 2012 in do leta 2018. To pomeni, da je 7-letni, ne 5-letni plan. Mi smo v prejšnjem obdobju imeli 5-letni investicijski plan, zdaj smo ga pač podaljšali na 7 let, ker pač z sredstvi, ki jih dobi po tem investicijskem planu PGD, je istočasno tudi v tem planu zajeto, na kakšne namene ali zakaj se bojo pač uporabili. Poudarek je predvsem na nabavi ali financiranju opreme,
kot veste, da brez opreme lahko imamo urodišča ali domove urejene v nulo, če pa ni opreme, to pomeni zaščitne opreme in pa tehnične opreme, žal ne moš biti. Ja, se sem zanimal, konkretno, zakaj gre letos, vem, da časi... V letošnjem letu, ja, za leto 2014 je po tem našem investicijskem planu prejemnik teh sredstev PGD Tepanje, ki že pripravlja dokumentacijo za investicijo, to pomeni nabava, zamenjava tehničnega vozila za prevoz moštva, PGD IC Konus in pa PGD Konice, tako je. Zakaj pa ta dva več? PGD Konus tudi za nabavo ali zamenjavo tehnične opreme, PGD Konice pa mislim, da za opremo, ki še trenutno jim bo služila v tem vozilu za nevarne snovi ali tehnično reševanje. Mogoče kaj razdeljenih teh 43 metrov? Ja, je po nekem ključu, jaz bi mogoče rekel tak, da ne bi zavajal eno, da je višina 23 000, 15 pa 8. Meni se zdi, da je 8 dobi Konus po tem ključu, 15 PGD Slovenske Konice, 23 pa PGD Tepanje. Se opravičujem. 12 pa 8. 12 pa 8. 23 pa 23, te gre skupaj, ja. Druga stvar pa je, da se malo pozneje tudi prišlo do tega podpisa, verjetno tudi vemo, zakaj, pa me malo zanima, zdaj kak je odnos med zvezo pa med Goriškim prostornim gasilskim društvom. Kaj ste uredili, ste zdaj že zakopali tiste vojne sekire, ali še ni primer končan? Zdaj, če bi lahko poimenoval, vojne sekire med nami ni bilo, žal. Mi, če lahko rečem, kot gasilska zveza, se vsa prostovoljna gasilska društva zavedajo ali so seznanjena namen in pomen gasilske zveze. To je eno. Drugo, želimo stvari doreči v tem smislu, da je bil zamik podpisa pogodbe ali pa, če lahko še rečem, da v letu 2013 smo nekako bili seznanjeni z določenimi stvarmi, ki žal nismo mogli reči, ali drži ali ne drži, z določenimi nepravilnostmi, če jih lahko imenujem kot nepravilnosti. No, te nepravilnosti so se na nek način izkazale v uradnih dokumentih, to pomeni poročilo revizije in pa, ki je izhajal iz sklepa Davčnega urada Republike Slovenije in pa istočasno je tudi upravljal nadzorni odbor občine Slovenske Konice. Mi smo želeli predvsem z PGD Slovenske Konice, da to zadevo, okolikor je prišlo do kakršnekoli nepravilnosti, da se razjasni, razčisti in da smo mi kot gasilska zveza v tej zadevi seznanjeni. To pomeni, če so nepravilnosti, da tudi mi na nek način smo seznanjeni, v kakem smislu so nastale te nepravilnosti. Žal, moram reči, da je zadeva res od našega prvega sklepa 26.3.2013 pa do nekje do 21.2.2014 smo sprejeli od upravnega odbora in nadzornega odbora prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konice, če lahko rečem, uradne obrazložitve na naše zahteve, ki so bili v smislu sklepa in pa predvsem v smislu ugotovitev, ki so bile zapisane v uradnih dokumentih. Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konice nas je v pisni obliki seznanilo, je bil seznanjen njihov upravni odbor, nadzorni odbor in pa tudi član disciplinske komisije, nas je seznanilo o naših zahtevah, ki je tudi uraden dokument za to seznanitvijo in seveda predvsem je za nas pomembno, da je to tudi njihov sklep upravnega odbora. Kot zakoniti zastopnik, predsednik, jaz ali Franci Čander, oba se moramo zavedati, da delamo jaz kot za zvezo, Franci kot za prostovoljno gasilsko društvo in smo dolžni skrbeti, če lahko rečem, za pravilno izvajanje naših nalog.
Vkolikor bo se ugotovilo iz njihovih trditev, da te trditve ne držijo, to pomeni, kar so nam posredovali v pisni obliki, bomo stvar seveda mogli zopet poseči v to, da se bo pač enostavno pogodba o izvajanju javne gasilske službe za določen ali nedoločen čas mogla prekiniti. Vkolikor se bo izkazalo iz strani organov, ki pač to zadevo preiskuje in pa predvsem iz tega drugega, bom rekel, izhodišča, ki pač je trenutno na obdolženci ali kakorkoli jih lahko imenujem, ki so pred zagovori in pa pred izkazovanjem drži ali ne drži, smo mi prisiljeni pač v ta neprijeten ali neljubi ukrep poseči. Vesel moram poudariti, pa izrecno poudarjam, da kar se tiče operativnega dela Prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice, tu pa dejansko je naše poveljstvo in seveda upravni odbor z ugotovitvijo, da tu ni nobenih nepravilnosti in pa da se naloge po operativni plati izvajajo dokaj korektno in pa, bom rekel, kvalitetno. To je za nas pomembno, ker če je že karkoli v tem organizacijskem ali finančnem smislu narobe, kar seveda smatram, da ne bi smelo biti, je ta operativna sposobnost enote dokaj na visoki ravni. Tako da, če nam bi tu seveda stvar, če je lahko imenujem, zaškripala, bi pač mogli tudi v tem smislu ukrepati, v operativnem smislu. Tako da vse skozi je konjiška operativna enota dokaj dobro aktivna in pa seveda se odziva na vse klice na pomoč. Torej, če sem nakratko, če sem prav razumel, vi ste poslali zdaj odgovor, tisto, kar ste zahtevali, vi boste pa počakali še na ostale organe, ki to preučujejo, če vse drži, kar so vam oni povedali, je to, da se pogodba prekine oziroma zamrzne. Ja, če bi se v tistih postopkih, ki jih vodijo drugi organi, ki so za to pristojni, ugotovilo, to pa je jasna posledica. No, ker je bilo vprašanje časovni zamik podpisa pogodbe, jaz sem pa tole na tej mizi našel še eno poročilo intervencije samo za PGD Konjice v času žleda in to se ravno dogaja v tistem času. Mi smo imeli prvi datum 12.2. in od 2. pa do 8.2. je pa tole poročilo zajema, tako da niti ni bilo niti čas primeren, da bi se zdaj ukvarjali, če se prej pol leta nismo ali pa 3/4 leta nismo, zdaj pa bi v tistem času, ko pa so bili kje druge bolj potrebni, pa zdaj se sklicovali upravni odbor Gasilske zveze, da bi sprejel sklep, brez tega sklepa pa podpisa jasno, da ni. No in iz tega poročila izhaja o teh 6 dneh oziroma 7 dneh vse skup, da je sodelovalo 117 gasilcev v teh akcijah in vse skupaj naredilo 500, skoraj 38 ur z 6 vozili in tudi ta vozila so bila 124 ur na delu in če sam skupaj potegnemo, koliko če bi vrednotili ure gasilcev po ceniku Gasilske zveze in pa tako imenovane strojne ure ali pa ure vozil, pridemo do številke 26.800 evrov v enem tednu. Ob eni taki akciji. To je tisto pojasnilo, ko sem prej rekel na to, koliko bi pa rabili, če bi eno poklicno gasilsko četo morali imeti v stanju pripravljenosti ali pa v primerjavi s temi sredstvi teh 27.000 v enem tednu ali pa 145 v 52 tednih.